novem vlogu. Mi smo bili ob tej rečici oziroma nekem lokalnem potočku zdaj kakšen teden in nam je bilo res ful všeč. V bistvu se kar ne bi poslovili, tako da so kar malo žalostna. So pozabila povedati drugače, da na drugi strani te rečice se je en dan ful nekaj dogajalo, pa nisem videla kaj, po zvukih so predvidevala, da pač nekaj z oslom orjejo, ker so se udarili na osla. Potem so pa enega lokalca vprašala in je rekel, da ja, da v bistvu pripravljajo njivo za marihuano, da bojo posadilijo. Tako da v bistvu, ko so prišla v Maroko, so bila glih takrat, ko so jo obirali, zdaj pa že nova sezona in pripravljajo že za novo letino. Ja, zdaj gremo naprej v Chefchaouen, to je v bistvu že v Rif Gorovju. V bistvu smo že zdaj tako na robu Rif Gorovja, zato tudi tukaj že travo gojijo. To je tako modro mesto, vse ulice so pobarvane modro, vse hiše so modre. Na poti proti jugu sva ga spustila, ker se nama ni dal, tako da zdaj ga morava, čeprav se nama tudi prav najbolj ne daje to mesto, ampak jaz se nama zdi, da bo to mesto za razliko od ostalih res malo drugačno in da se ga splača iti na hitro pogledati. Chefchaouen slovi po prekrasnih modrih ulicah. Najbolj verjetna teorija, zakaj so jih pobarvali v takšne odtenke, je, da so s takšnim početjem začeli Judje po drugi svetovni vojni. Ko so ljudje bežali pred nacističnim preganjanjem, so stene, tla in stopnice določenega dela Medine prebarvali v nebeško modro barvo, ki je povezovala mesto z nebesi in Bogom. Drugi deli so bili do približno 40 let nazaj beli, nato pa je trendu iz estetskih in turističnih razlogov sledilo tudi preostalo mesto. Tole modro mesto Chefchaouen nama je bilo res kar všeč, ker ima take luškane, ozke, modre ulice, tako turistično mestece, majhno, ampak še zmeraj ni bilo neke gužve. Opazila sem, da je ful veliko mačkov, bilo pa vse tako, da sem mogla še malo paziti, da je ni kakšna napadla. Pa prvoščila sem si še zadnji tažin v Maroku, verjetno, no. V bistvu je bilo to zadnje mesto, oziroma tak zadnji ogled v Afriki oziroma v Maroku. Zdaj se peljemo do enega placa, kjer smo prespali, mislim, da drugi ali tretji dan, ko smo prišli v Maroko, kar je bilo že 7 mesecev nazaj. In ja, takrat je res kar hitro minil. Tako da ja, tam bomo danes prespali in že čez par dni šli v Španijo. Glede na to, da je v Maroku večinoma vseeno precej cenejše kot v Evropi in da se nam dnevi iztekajo, sva današnji dan namenila predvsem nakupom. Danes smo že kupili plin in zamenjali, ker je tukaj plin res nesramno poceni. Mislim, da je 10-kilska bomba 4 evre, če jo samo zamenjaš, kar je res v primerjavi z našimi cenami za ston. Potem so se še na ene par avtotrgovinah ustavila, da sva kupila brisalce rezervne, ker so tudi neprimerljivo
pivo cenejšim, sem se dala 8 evrov za par brisalcev, ko bi v Evropi bili 30. Tako da ja, pa še par drugih opravkov. Ja, pa smo šli še v trgovino, na tržnico, kjer smo kupili toliko zelenjave, da sploh ne vem, kam jo bomo dali, in sadja, res bolj veliko. Pa mislim, da je bila zelenjava sadja skupaj 20 evrov. Pa smo šli še na zadnji tažin in v bistvu je bil največji, kar sva kadarkoli jedla. Dala so pa za 6 evrov, se mi zdi. Potem pa, kaj so še kupili, pa so zadnje dirhame, ja, sva pa potem porabila, da sva še eno maroško čokolado, ker že skozi jeva kupila, ker je ful poceni pa dobra je, tako da sva potem kupila 13 čokolad pa 2 vrstici, ker tle lahko kupiš v vrsticah čokolade v teh majhnih trgovinicah, tako da sva porabila ves maroški denar. In ja, s tem smo v bistvu zaključili z nakupi v Maroku. Danes je še zadnji večer tukaj, jutri gremo pa v Ceuto. To je v bistvu španska enklava tukaj v Afriki, tako da nas čaka prehod meje. Smo prespali malo severno od mesta Tetuan v enem jezeru, tako da prostor je bil kar v redu za eno noč prespati. Danes nas pa žal čaka izhod iz Maroka in pohod v Španijo, sicer še ne gremo čez, čeprav še ne gremo iz Afrike nazaj v Evropo, ampak gremo samo v to enklavo Ceuta oziroma Ceuta, ki je pač španska, tako da bo že naredila prehod v Evropsko unijo danes. Ja, v bistvu so kar slabe volje. Toliko smo se veselili te Afrike in Maroka in vsega in zdaj tega kar konc. Sploh ne veva, kam je res minil zadnjih 7 mesecev. Moram reči, da bova Maroko sploh kar pogrešala. Sicer so stvari, ki jih ne bova, no, ampak je več stvari, ki jih bova kot tistih slabih. Ampak ja, treba se je počas vrniti, ker tudi tukaj v bistvu bo ratalo vroče, če ne drugega. Pa tudi ja, počas bo 3 meseci, kolikor si lahko naenkrat v Maroku minil. Tako da ja. Ja, moramo iti na žalost. Nama je pa Maroko res bil všeč, res je tak dober miks drugačnosti, ampak še zmeraj dovolj domačnosti, ni pretežko, ampak ni pa tako kot doma. Tako, kot sva rekla, ko sva iz Mauretanije se pripeljala v Zahodno Saharo, sva rekla, da se zdaj že skoraj kot doma počutila. Malo pa občutek, da zdaj, ko bo šla pa iz Maroka nazaj v Evropo, da se bo pa že kar malo preveč kot doma počutila. Ja, Maroko je res fino, ker je zelo svobodno, ker se placev tiče, ni veliko kemperjev, mislim, jih je, ampak na drugačnih mestih, kakor midva rada zahajava. V Evropi mislim, da si take samote več ne bova mogla privoščiti, vsaj takrat, ko smo bili v Španiji, si je nismo mogli, pa zdaj bo verjetno še precej huj, glede na to, da ni korone. Tako da ja, no, malo so slabe volje, ampak ja, se bo. Prehod me je minil ful hiter, bolj so gledali Maročani kot Španci. Maročani so dejansko pregledali kemper, ampak je vse skupaj trajalo pol ure.
Španci so pa samo pregledali dokumente kemperja, najne dokumente in šnafki in pasuš in to je bilo to, nič pretresljivega, vse je minili hitro in veliko lažje kot na ostalih afriških mejah, čeprav je to vstop v Evropsko unijo. No, dobra stran Evrope pa vsaj to, da imamo Lidl, tako da sva se direkt, ko smo prišli v to špansko enklavo Ceuto, zapeljala v Lidl in kupila ene par dobrot, ki sva jih pogrešala. Bolj take osnovne stvari, kakor so recimo motovilc, tortellini, pivo, alkohola nisva pila že odkar smo šli iz Senegala, se pravi od začetka februarja. Potem feto, brie, tako razne take male stvari, ki jih pač v Afriki ni oziroma so v tistih evropskih trgovinah, ampak so ful drage, tako da sva se jim odpovedala in jih zdaj takoj kupila. Je pa to tudi vse za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem.